Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Pozdravljeni na izjavi za medije, ki jo bo podal epidemiolog Mario Fafangel, vodja posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 pri NIJZ, ki je v tem tednu končala z delom. Gospod Fafangel bo predstavil rezultate delovanja posvetovalne skupine ter predloge in usmeritve za srednje in dolgoročno vzdržno pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS-CoV-2 v prihodnje. Na voljo bo tudi za vaša vprašanja. Lepo pozdravljeni. Še zadnjič tukaj pred vami. Najprej tiste informacije, ki vsakič, ko vidite epidemiologa na televiziji, se takoj vprašate. Nič ni pretresljivo novega. Epidemiološka situacija je stabilna, R je nekoliko ena, skratka omikron dela to, kar smo navajeni. Valovi, nihanja, situacija je obvladljiva, pač pozorno jo spremljamo. Tudi nekih novih priporočil ni. Vse tisto, kar velja že zadnje 7 mesecev, vse, kar velja od strategije za jesen in zimo, še vedno velja. Torej, jasno vprašanje je, čemu tale tiskovka danes. Vstopamo v 4. leto covida pravzaprav. Zadeve so bistveno različne, kot so bile leta 2020. Ne moramo reči več, da je zadeva nepričakovana. Na globalni ravni tudi Svetovna zdravstvena organizacija bo začela razmišljati pravzaprav, ali COVID je še vedno tako imenovana Public Health Emergency of International Concern. Ali je res to nek nepričakovan dogodek, ki pravzaprav ogroža akutno in nepričakovano še enkrat globalno javno zdravje. COVID pravzaprav je obvladljiv z obstoječimi sistemi in to se dogaja po celi Evropi pravzaprav in svetu. In tudi le tukaj. Kaj to pomeni? Da verjetno ni več potrebe, in je ni, po eni specifični skupini, ki bi pač svetovala, obravnavala COVID kot nekaj posebnega, se sestajala in tako je tudi prišlo do ukinitve posvetovalne skupine za COVID-19. In to je današnja novica pravzaprav. Tukaj je čas za zahvale. Hvala vam, ki ste bili z nami in nas poslušali naše besede, predvajali prebivalstvu, da se je lahko pač odločalo utemeljeno na osnovi podatkov za njihovo zdravje. Hvala celotni skupini, več kot 100 jih je. Ne nameravam se zahvaliti samo tisti osnovnemu jedru, vodjem delovnih paketov, ampak čisto vsem. To je 107 in plus strokovnjakov, ne samo iz zdravstva, iz vsega, ki je dalo svoj čas, svojo dobro voljo, svojo energijo, da smo imeli nekaj zelo posebnega. Avgusta lani, ko so bile zadeve izjemno razklane. Polovica populacije je pričakovala, COVID ne obstaja. Pričakovanja so bila, da bomo šli v zimo, da moramo iti z lockdownom, ker drugače ne bo šlo. V tistem trenutku nekaj evropske smernice priporočila jih ni bilo. Kaj je naredila slovenska stroka? Se je izbrala iz medresorsko, medsektorsko in smo naredili priporočila, naše usmeritve za jesen in zimo, ki še danes veljajo in v 7 mesecih, kar je bilo vedno težava, da se priporočila spreminjajo čez noč. Niso se spremenila, še danes veljajo. Vsa tista priporočila, še danes, če jih preberete, imajo strokovno osnovo, temeljijo na močnih strokovnih dejstvih. In to je bilo tista razlika. To je tisto, ki je spremenilo pravzaprav zadeve. Dajmo reči tako. 21 sej, 28 mnenj, 2 osrednja dokumenta. Pač moram prebrati, ker 21 sej res smo imeli, ampak vmes pa še izjemno veliko neformalne komunikacije, usklajevanja, da pač tisto, ki je bilo predstavljeno, je bilo jasno in enovito. Strategija za jesen in zimo je en dokument, danes vam predstavim, oziroma je že na spletni strani tudi nov dokument. To so priporočila, usmeritve za srednje in dolgoročno upravljanje pravzaprav s COVID-19 in z drugimi povzročitelji nalezljivih bolezni. Ta dokument je malček različen od tistih, ki ste navajeni. Zadnjič so bili tukaj z menoj vsi ostali
del ekipe pravzaprav posvetovalne skupine, smo predstavili priporočila za prebivalstvo. Ta dokument je nekaj različnega. Ta dokument, in ga danes tudi simbolno predajemo odločevalcem, je namenjen odločevalcem. Ta dokument govori, kako dosežemo nivo, ker bo naša družba odporna na te in druge pandemije. Veliko je noter priporočil, usmeritev. Jaz upam, da ga bodo odločevalci skrbno prebrali in ga pravzaprav implementirali v najširši možni ravni. Noter je veliko, en hiter ekskurzus bo dovolj, ker drugače bom cel čas pravzaprav tukaj vam zapravil. Ampak izhajamo iz tega, da moramo biti pripravljeni, da moramo paziti, kako nalezljive bolezni preskakujejo živali na človeka. Podnebne spremembe bojo velik dejavnik v tem. Imamo pač epidemiološko spremljanje in digitalizacijo epidemiologije nasploh. Ne pozabimo, kje smo začeli in kam želimo priti. Torej digitalizacija, cepljenje, zaupanje v cepljenje, komunikacija, globalna solidarnost. Globalna solidarnost okoli cepljenja, vezana na cepljenje, in globalna solidarnost nasploh. Tukaj le svet ni dobro upravil ta test. Upajmo, da bo naslednjič boljše. Komunikacija, dezinformacija, torej graditi na zdravstveni pismenosti, na digitalni pismenosti. Komunikacija naj bo, kakor je zapisal delovnik paket o komunikaciji in kakor je zapisano v tem dokumentu, naj bo umirjena, naj bo spoštljiva. In če povzamem pravzaprav tisto, ki je delo tudi te skupine, zdravje je skrb za vse. To je to pravzaprav. Če sekundico si bom pa še privoščil kamere, da oddelamo še eno stvar. Ta je minorna res, ampak jo želimo delati tukaj pred kamerami, ker če ne naredimo danes tukaj, verjamem, da se bojo vrstila vprašanja, špekulacije, pa ne bi rad, da bi bilo tako. Pot je bila dolga, zdaj je pravzaprav 3 leta je mimo. Šli smo od kaosa do normale. Šli smo od te maske do veliko več belih laseh, vmes so bili pa še brki. Tako da pot je bila dolga, tako kot se ukinja skupina za COVID, tudi moja pot na COVID-u se zaključuje. Pravzaprav na NIJZ-ju prevzemam druge naloge, bolj vezane na raziskovanje in razvoj, modeliranje, mednarodne misije, sodelovanje z ECDC-jem. Dobro je bilo, vredna je bila ta pot. In če si mi dovolite še po teh 3 letih, poleg tega, da se vam zahvalim, še eno majhno osebno noto. Še enkrat bi šel čez vse to, ker smo lahko nekaj pomagali takrat, ko je bilo potrebno. Pa še nekaj, tudi čas, da vrnem svoj čas tam, kjer ga ni bilo, 3 leta, družini, ženi in nad vsem in predvsem svojih hčerki. Hvala lepa, zdaj pa še zadnjič vprašanje. Če torej, če razumemo prav, da boste vodja Centra za nalezljive bolezni, ste vrlo pa nadomestili? Odlično vprašanje. Z velikim zadovoljstvom, spoštovanjem, zaupanjem predajamo ključe moji dobri kolegici, prijateljici, izjemni strokovnjakinji, ki je bila z nami od začetka vsega tega, čez vse, dr. Marti Grgič-Vitek, ki bo center zagotovo vodila boljše, kot se bo vodil jaz. To pa brez težav povem. Mogoče še glede te posvetovalne skupine, da to vaša odločitev, da se ukine ta skupina? To je bila soglasno sprejeta odločitev vseh deležnikov, torej jedra posvetovalne skupine na zadnji seji. Zapisniki so zdaj online, lahko imate, se opravičujem, kot ponavadi transparentno na razpolago. In seveda, to je vezano pravzaprav na to, da slovenski strokovnjaki pač radi delamo tam takrat, ko smo potrebni. Naše delo je bilo večinoma narejeno v pripravah, ravno zaradi tega 7 mesecev nismo spreminjali strategije in planov in sedaj je čas, da zadeve se ukalupijo v inštitucije, ki ponavadi pravzaprav, ki že, ena je tle zadaj, ki pač to strežemo iz dneva v dan in vse ostale inštitucije tudi to vedo. Tako da zdaj je ta čas. Pozorno pa spremljamo, se vsi vedo, kje smo načeloma in kje so strokovnjaki, ki bojo pristopili, če bi bila ta potreba. Sedaj, v trenutni konstelaciji, v trenutni situaciji, te potrebe ni. Kaj bolj to pomeni, da COVID ni več grožnja javnemu zdravju, da ste prej omenili, da tudi mednarodne svetovne se razmišlja. Za sedaj je še razglašena kot, je pa stanje bistveno različno.
še enkrat, epidemiološka slika, se vidimo valove. Zdaj tudi Slovenija morda, ne, boste videli spet en porast v številu primerov. Avstrija je recimo šla že čez takšen val. Bil nižji od prejšnjih in najbolj obvladljiv. Ker kljub temu cepljenje, prebolevnost, zdravljenje, neki neznanke seveda še ne, in zato je pomembno pozorno spremljanje, ampak pravzaprav gremo v tisto smer, k COVID je bolezen, ki se jo sistemsko obvladuje skupaj z vsem ostalim. Mogoče glede tega dokumenta, ki ste ga danes napovedali, da je že objavljen, a se v čem zelo bistveno razlikuje od tiste jesenske strategije, ali tisto še vedno vseeno ostaja tista priporočila? Odlično vprašanje. Tista priporočila ostajajo, ta dokument ni namenjen spremembi priporočil, torej, da bi prebivalstvo zdaj moglo ta dokument biti karkoli seznanjena in da bi karkoli spremenilo za njih. Torej, priporočila jesen in zima zagotovo do zime so ista in veljajo tista. Ta dokument je namenjen odločevalcem za usmerjanje poti naprej. To pomeni prezračevanje, spremljanje, ki je neinvazivno. Močno temelji na takih pristopih, ki smo se naučili, so sprejemljivi strani prebivalstva, ampak rabijo zadaj, da mašinerija, da so sistemsko zadeve urejene, da so lahko implementirane. To je nekako tista rdeča nit tega dokumenta. Bomo pa videli, takoj po zimi, načeloma, kako bo šli zadeve naprej. Trenutno, glede tega, da je omikron in vse različice omikrona imajo še vedno te značilnosti, nekako dobro kaže, optimistično kaže. Skupajte strokovnjaki oziroma mislite, da obstaja možnost, da bi potem ostali, kot smo se nekako naučili med epidemijo, tudi po naprej, če bo te organizacije mednarodne nekoč rekle, da COVID res ni nobena grožnja več, recimo nošnja mask, če se ogrožimo zaprtih prostorih, pa ostani domače, simptomi bolan, bo to nekaj, kar bomo potegnili zdaj iz teh treh? Jaz mislim, da ja, ampak ne vem, na kakšen točen način bomo to potem potegnili. Zagotovo tole bo ostalo v smislu, zdaj vemo, kaj deluje, vemo, kakšna so lahko priporočila, vemo pa tudi, kako takšna priporočila so implementirana na populacijski ravni. Je zelo odvisno, maska deluje, zagotovo. Populacijsko je pa malček drugače. V tem dokumentu boste najdli veliko v skupini profesor Lejko usmeritev, kako v teh najbolj rizičnih okoljih, v bolnišnicah, nekaj seveda s Kobo, bojo imeli največ glasu in samostojnosti pri odločanju. Ampak ene zadeve, ki smo se naučili, bojo ostale. A veste, če mene kot epidemiologa vprašate, ali je dobro, da oseba, ki je kužna, je v izolaciji. Verjetno nobeden od vas ne pričakuje, da bo en strokovnjak rekel ne. Me ne zanima, če se bolezen širi okoli. Ta zadeva je strokovno jasna. Je pa širši kontekst. Vedno in odločevalci bojo to vzeli v poštev, ko bojo pač presojali, v kakšni obliki morda bojo ravno te izolacije bile. Kaj pa cepljenja še priporočljivo za koga? Absolutno. Začetek je bil, priporočila se ne spreminjajo, kar pomeni, da še vedno pač čim večja zaščita. Cepljenje ostaja tista prva obrambna linija, seveda to pomeni priporočila najbolj v rizičnih skupinah, over 60, da imate tisti sezonski odmerek cepljenja, da ste ga dobili, to pomeni, da ste bazično cepljeni ali da imate poživitvene odmerke po potrebi. Tako da to ostaja tisti ključni dejavnik. Ne pozabimo, da COVID seveda populacijsko ni več taka grožnja, ampak tveganje za samega posameznika, to je nekaj, kar bo sam posameznik vedno ocenjeval. Veste, za nekatere preložiti možnost okužbe za nekaj mesecev z masko, da lahko se morda cepi ali pa da bo imel boljšo zaščito, to pomeni razliko med življenjem in smrtjo. To je razlika, ko gledaš populacijo ali ko gledaš posameznika. Tole morda bo treba bolje ločiti v bodoče.